Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo govorili o srcu, o srčni energiji, o srčni čakri, o holesterolu, pritisku pa krčnih žilah, v glavnem vse to, kar je povezano s srcem in z ožiljem. Pogledali bomo tehnično, pogledali bomo čustveno in veste, tokrat dobim kakšno vprašanje, mail, ljudje me sprašujejo, kaj naj naredim, imam povišan holesterol, imam pritisk, imam trigliceride, kaj naj naredim, nekaj se dogaja v mojem telesu, pa nimam pojma. Logično, uradna medicina vemo, da ponuja zdravila, ki imajo stranske učinke. In če je v vaši moči karkoli, da lahko sami naredite, veste, tako kot pravi pregovor, pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal. No, dajmo zdaj ta Bog, dajmo zdravnik ti bo pomagal. V vsakem primeru, če ne gre z naravo, seveda obstajajo še vedno zdravila in takrat, logično, to je sigurno izbira, ki pomaga, ampak ni pa rešitev na dolgi rok, da postaneš odvisen od nekih zdravil. No in sploh stranski učinki. Glejte, stranski učinki so pa katastrofalni za naše zdravje in vsi poznamo kakšen primer, začne se z enim zdravilom, sčasoma pa pride do tega, da že od zdravnika greš ali pa z lekarne z vrečko zdravil. Tako da, če tja ne želite priti, no potem poslušajte naprej, ker vi lahko ogromno sami naredite. No, kje začnemo? Tehnično, je v redu. Tehnično naše telo za dobro delovanje, se pravi srca, ožilja, holesterola, pritiska, trigliceridov, osnova je vedno treba poskrbeti za dovolj, začnemo s kalijem. Kalija največ dobimo v temnolistnati zelenjavi, recimo rukola ali pa peteršilj, lahko tudi zelena, luštrek, lahko vsa zelišča, ki so temnozelene barve, seveda zdaj mi pade na pamet trpotec, tudi preslica. V glavnem vsi ti zeliščni čaji vsebujejo ogromno količino kalija in kalij je tisti, ki, no zdaj pa pozor, za pritisk, za vse tiste, ki imate pritisk, kdor ima pomanjkanje kalija, privede do tega, da enostavno telo proizvede pritisk. Da se, v bistvu to je nesorazmerje med kalijem in med natrijem, se pravi med soljo. No in vemo, da pogosto ljudje slišijo, ja veš, ne smeš nič soliti, zato ker imaš pritisk. Ampak ni to ta pravi nasvet, ta pravi nasvet je, uporabljajte sol, ker sol, natrij je osnovni mineral za vse ostalo, da se veže, ampak povečajte vnos kalija. No, kalij je res ključen, tako da vam priporočam, jutranje smutije, večerne smutije, v glavnem začnite uporabljati zelene, temnozelene smutije in še boljš, začnite uporabljati zjutraj na tešče, ko vstanete, samo sok iz zelene in boste videli, da stanje se bo kaj hitro izboljšalo. Predvsem pa naslednja stvar. Moramo razumeti, da prav na pritisk delujejo tudi zamašene celice. Se pravi, mi potrebujemo za normalizacijo pritiska dovolj dobrih maščob. No in tukaj dobre maščobe, omega 3, so ključne. No in spet pri omegi 3 morate biti pozorni, mora biti postopek čiščenja težkih kovin, pač ni vsaka dobra. No, naslednja zadeva. Holesterol pa nastane zaradi tega, ker stene žil, če si predstavljate žilo kot cev, dejansko zaradi stresa napoka. No in če vi želite, da dobro delujejo vaše žile, da so prožne, kako veste, da nimate prožne žile, če dobite modrico tukaj, pa tam, pa se udarš, pa je modrica, te nekdo prime, pa je modrica, pomeni, da imate krhke žile in da imate hudo pomanjkanje C-vitamina. Kako še veste, da imate krhke žile? Če vam začne pokati, veste, tiste kapilarce, drobne kapilare, ki popokajo, kaže telo, daj mi prosim C-vitamin. Ja, in seveda potem ljudje reče, ja, C-vitamina pa dobimo dovolj s hrano. Ne vem, glejte, če bi imeli nestresno življenje, se pravi, da smo nekje na Dalmatinskem otoku, malo lovimo ribce, kakšen kozarček vinčka rdečega, flavonoidi so absolutni, to je frakcija C-vitamina, ki vpliva dejansko na čvrste žile. Če jemo zdravo hrano v tem primeru, lejte, pa nobene si garancije, a rabimo C-vitamin pa omego? Ne rabimo. Ampak, ker je tempo življenja tak, kot je,
In v tem primeru pa vsekakor priporočam tudi čez poletje dodatek C vitamina. Čeprav ogromno sadja in zelenjave zdaj le pojemo, ampak vseeno tisti, ki ima težave s holesterolom, s pritiskom, s krčnimi žilami ali z popuščanjem, tudi popuščanje srca. Glejte, tukaj noter je treba ogromne količine C vitamina. V vsakem primeru C vitamina 1000 mg na dan ali več. Dr. Pauling, ki je dobil 2 Nobelovi nagradi za raziskave na področju zdravja, je v glavnem dokazal, da tudi 5000 enot C vitamina na dan pomaga pri tem, da spodbuja tvorbo kolagena. Kolagen je pa tisti, ki deluje na prožnost žil. Mogoče pomislite, kaj pa preveč C vitamina. Če je preveč C vitamina, ga boste tako ali tako izločili in kako veste, da ga je preveč, če dobite drisko. No spet, posegajte po naravnem C vitaminu, ker umetni C vitamin vam ne bo koristil. Naravni C vitamin je pa tisti, ki je narejen iz, se pravi, šipek mora biti, ali pa acerola, ali pa v glavnem morajo biti sadeži. Lahko tudi limone, grenivke vsebujejo ogromno količino C vitamina in največ C vitamina je dejansko tik pod kožico. Recimo limona, veste kaj jaz z njo delam? Ne da jo vžamem, ampak jo olupim in jo potem zmiksam. In to je najboljša limonada. V bistvu razrečem ta limonin smuti in nastane krasen limonov napitek. Seveda imamo zdaj ogromno borovnic, ki so dobre za srce, za ožilje, tudi za vid. No in hkrati v tej kombinaciji srca in ožilja želim poudariti, tudi na vid dobro deluje C vitamin. No, naslednja zadeva, kdor ima pa težave s srcem, da mu razbija srce, pomanjkanje magnezija. Zdaj magnezija dobimo lahko, rastlinski vir, zelo, zelo dober je ohrovt. Ampak pri ohrovtu, lejte, ga je treba vseeno skuhati, zato ker ima noter nekaj žveplovih spojin. Ravno tako bodite pozorni, kar nekaj dobimo dobrih teh sestavin, recimo sploh za srce in ožilje, tudi kalija dobimo v špinači, ampak ne smemo pretiravati svežo špinačo, zato špinačo pripravljamo tako, kot so jo naše babice, pač jo je treba skuhati in nekaj maščobe je treba zraven dati, da dobimo maksimalno hranilnih snovi iz špinače. No, zdaj to je tehnično, kar potrebujemo za naše srce. Če na hitro ponovim, omega 3, C vitamin, magnezij, ja, to troje je ključno. No, magnezija največ dobimo tudi v oreščkih, zato dajte vključiti v svojo dnevno prehrano oreščke, sploh mandlje, da jih namočite zvečer in potem zjutraj mogoče date v jutranji smuti. No, zdaj pa čustveno ozadje. Čustveno ozadje je pa vse, kar je povezano s srcem in z ožiljem povezano s srčno čakro. Srčna čakra je tukaj tik za prsnico od zadaj, da srčna čakra, vsakič, ko smo ranjeni, vsakič zaboli srce. A je to tako? Vsakič. In ko zaboli srce, se zmanjša srčna čakra. No in srčna čakra pa deluje na timus. Timus je pa žleza, ki deluje na imunski sistem. In bolj kot pestujete to svojo bolečino, pa se spominjate svoje bolečine, pa kdo vas je ranil, pa kdo vas je izigral, pa kdo vas je okrog prinesel, bolj sigurno boste imeli težave s srcem in z ožiljem. In bolj sigurno boste imeli težave s padcem imunskega sistema. In zdaj v tem času vemo, da je ključ do zdravja prav imunski sistem. Hkrati pa, kaj se bo še zgodilo? Bolj, ko boste pestovali svojo bolečino, bolj sigurno boste zboleli za avtoimunimi boleznimi in sem spada tudi rak. Zato je treba odpustiti. Zdaj pa kako odpustiti ljudem, ki se jim ne da odpustiti? Veste, tisto, ko te izigrajo, ko te na en način zlorabijo, ko enostavno vsak dan se spomniš na to, pa te zaboli. No, tukaj je meditacija za odpuščanje. Posnela sem jo na CD, glejte, in zato, da vam je lažje, da vam ni treba brati. Tudi na YouTubeu sem objavila to, začnite uporabljati to. Se pravi, jaz prepoznavam dušo v tebi, jaz pozdravljam dušo v tebi, obadva sva tukaj na zemlji, obadva se učiva, obadva delava korake in ja, v teh korakih en druga ranva. In to je prva zadeva.
odpustiti vsem ljudem, ki so nas ranili, zlorabili, izkoristili, okrog prinesli, kakorkoli nekaj narediti v tej smeri, da počistimo. Druga zadeva pa, dnevno je potrebno začeti trenirati svojo radost. No, kaj je tisto, kar vam povzroča, da narediš, kako je fajn živeti? Kaj je tisto? Ja, vem, sčasoma življenje rata eno veliko trpljenje, pa samo delo, pa delo, pa delo, pa delo. Ko vidite, da ne občutite več tistega življenjskega zagona, se je pač potrebno ustaviti. Ker če sami ne boste ustavili, vas bo pa duša ustavila, vas bo telo ustavilo. In enostavno, ko telo reče, zdaj pa dovolj, zdaj se pa ustavi in začni nekaj delati za sebe. Mnogi rabijo izkušnjo bolezni, da se ustavijo, no, jaz je ne rabim. No, zdaj bomo par kart, prehodov na vodovo. Tukaj je prišla ven karta napredek. Moje delo blagoslavlja, pozdravi, navdihne, razvedri ter oplemeniti, se opravičujem, duha in srca ljudi. In zato dobivam božansko nadomestilo. Jaz sem del velike slike, poglejte, del velike slike. Vse med sabo prepleteno in s tem, ko jaz vplivam na to mojo radost, to, kar meni, a veste, ko ti duša poje. In glejte, če vidite, da ne morete drugače pozdraviti svojega ranjenega srca, pejte k vodi. Tekoča voda bo vse odnesla. In samo poslušajte žuborenje, to, kar gre. Ali pa se usedite v naravo, pa poslušajte žvrgolenje, poslušajte bučanje valov, poslušajte zvoke narave, ali pa pojdite na zvočno kopel in se naužijte vsega tega novega zvoka. No in tukaj lete zdravilni žarek. Zdravilni žarek teče skozi moje telo, jaz sem bitje luči. Dovolite, da se počist noter, ta bolečina. Jaz verjamem v to, da duša prinese s sabo tiste bolečine, sploh tisto, kar se zakodira v smrti, najbolj zakodira tisto, kar je zadnje življenje, kjer smo bili najbolj ranjeni. In ne bom znala povedati kdo, ampak nekdo je delal raziskave pri majhnih otrocih, kako se spomnijo še preteklega življenja. No in ena punčka je rekla, mamici je rekla, veš mamica, a veš, zakaj sem jaz tebe izbrala za svojo mamico? Zato, ker si bila toliko žalostna. No, in duša si izbere. Zbere si starše, izbere si okoliščine. Zadnjič mi je ena gospa rekla, da njena hčerka je do 9. meseca jokala in da sedaj še vedno občuti njena hčerka tako globoko žalost, brez razloga. In a veste, kaj je to? To je spomin duše na preteklo življenje, na smrt v preteklem življenju. In očitno, veste, ko umremo, zelo, zelo žalostni. Recimo, jaz eno od mojih preteklih življenj sem umrla sama, zapuščena, vdova. In dejansko tisto žalost pa prineseš v življenje in imaš občutek, da kar življenje ni polno radosti. Zato pač prišli smo se naučiti lekcije v to življenje, prišli smo nekaj predelati. In zato je tako pomembno, da spustimo in da pozdravimo nad Angela Rafael, dajmo prost za pomoč angelne, da ozdravijo ta del naše duše, da nam pomagajo. In tukaj gor piše, pripravljena sem ozdraveti, pripravljena sem spustiti moje čustvene rane, pripravljena sem ozavestiti to, kar mene bremeni, to, kar je mene ranilo. In zanimivo, no, to sem prej hotela povedati, da tam, kjer imamo znamenja, je tam, kjer smo bili ranjeni v preteklem življenju. Jaz sem tukaj, pa tukaj imam, se pravi, vse je okrog grla, izražanje, potlačiti vse to. In to je moja šola v mojem življenju in točno vem, če ne bi začela v tej smeri delati, bi se zgodilo, da bi točno tukaj zbolela. Ker moja duša se je prišla naučiti presežiti, izrast na ljubeč način, ne da popenam pa nekoga nekam pošljam, ampak izražam, brez strahu. In ravno danes sem imela en tak telefonski pogovor, pač nekje ne pridemo nikamor, pa to ni na osebnem področju, na poslovnem področju, in ne pridemo nikamor in sem rekla, zaenkrat imam občutek, da lajam v steno, da se samo razburjam,
Ampak, ko bom imela dovolj, bom enostavno napisala kakšen mail na višje inštance. Preprosto. Se pravi, opozoriš, napišeš mail, nekaj narediš, ampak če ne gre, ukrepaš. Ukrepaš in greš naprej brez strahu, kaj bojo pa rekli. Ni važno, zato ker to so moji občutki in to so dejstva. Zato je tako pomembno stati za tem, ker v nasprotnem primeru, če pa tega ne naredite, ja, glejte, en od pokazateljev, da nič ne naredite, je lahko tudi izgorelost. In ko izgorite, vam povem en primer, enkrat sem imela leta nazaj en primer moje stranke, delala nadure, delala je v zdravstvu, izgorela, pregorela in potem je 2 leti rabila, ja, vitamine, pa počitek, pa da so skrbeli zanjo, da je prišla k sebi. Glejte, 2 leti je rabila, da je znajdla spet sebe, da je lahko sploh dihala. No in prav, razni anksiozni napadi, jaz upam, da sem prav izgovorila, razni panični napadi, ko te začne stiskati, je samo to, nisem v stiku s sabo in čas je, da sebe slišim. Tako da, začnite se slišati, začnite delati v tej smeri in ja, tako kot vsakič, imejte se radi.